Projekt 2023-2024 se je začel na polno. Kot običajno se je ekipa najprej zbrala na skupni večerji in nekoliko navezala spet na kratko izgubljene stike. Potem naslednji dan pa že čas za prvi dopoldanski trening v Ljudskem vrtu, ki se ga je udeležilo 25 nogometašev. Zelo slaba sezona je za nami, takšna kot se je v Mariboru ne bi smela zgoditi, ampak gremo zdaj naprej. Hvala Bogu, spet začenjamo s treningi, s pripravami. Vemo, da imamo dosti stvari za popraviti, za izboljšati in tukaj smo motivirani, da dokažemo, da znamo in da zmoremo bolje in komaj že čakamo, da se začnejo tekme. Verjamem, da bo letošnja sezona dosti drugačna, kot je bila lanska. Strokovni tim je za začetek priprav na novo sezono zaukazal 4 treninge po 2 na dan v prvem tednu v Ljudskem vrtu. Na prvem treningu je bil tudi že novinec Mark Strajnar, medtem ko se bo Blaž Vrhovec ekipi priključil v ponedeljek. Prav tako je na prvem treningu manjkal Rafiju, Vipotnik pa je na reprezentančni akciji. Pod uvjetom da u prilaznom roku dovedemo igrače koje smo ocijenili da jesu za nas zaista istinska pojačanja, vjerujem da ćemo napraviti tu progresiju još jednu na bolje. U prošloj sezoni pružili smo puno dobrih igara, ali kažem, bilo je tu dosta oscilacija i ti nekakvi padovi kroz utakmicu ili kroz seriju utakmica, to moramo izbjeći i bit će to već dovoljno da kažem se do kraja sezone pretendiramo na sami vrh i što se tiče prvenstva i što se tiče kupa. Posebej vesel sem normalno povratka Vrleta. Vemo, da je en dodatni lider na igrišču, tako tudi v slačilnici. Vemo, da ima res rad ta klub, diha za ta klub. Na vsaki tekmi praktično se je videlo, da se bo vrgel na glavo za ta grb in to je to. Res obema sicer izrekam res dobrodošlico. Verjamem, da se bo ta dobro vklopila. Tudi mi normalno bomo, tudi vse ostale fante, ki se bodo pridružili, sprejeli na način, kot ga imamo vedno, da se bodo dobro počutili in potem pokazali tudi na igrišču tisto vse, kar znajo. Med tistimi, ki so znova nazaj, je tudi dolgo časa poškodovani Alex Pihler, ki bo po dolgem okrevanju sprva vadil po individualnem programu. Od prvega dneva naprej pa so zraven tudi mlajši, Lorber, Ferčec, Horvat, Dizdarević in pa Tavares Junior. Prav tako je na reprezentančnih obveznostih Čuk. Prvi del priprav bo torej opravljen v Ljudskem vrtu, cilj pa je jasen, optimalna priprava na prvi del sezone, ki obenem pomeni tudi evropske tekme. 19. junija potem sledi selitev v tradicionalno pripravljalno bazo v Prekmurju, ekipa pa bo v teh poletnih pripravah opravila tudi številnimi pripravljalnimi tekmami. O vsem vas bomo sproti obveščali na nkmaribor.com in na družbenih omrežjih.